Z nami lentovsko nepogrešljivi Adi Smolar. Adi, povejte, ste kdaj prešteli vse svoje lentovske nastope? Skušal sem, ampak sem obupal, spomin me ne služi najbolje. Najbolj sem zadovoljen, da me služi, kar zadeva besedil, tega se še spomnim, skoraj vsakega, kar pa zadeva število nastopov, kjerkoli sem pa rahlo v slabšem položaju. Bolj bom zaupal vam, mlajšim, ki ste mogoče imeli to možnost prešteti, ampak okrog 10 pa je, po mojem, že, ker nastopam že 27 let, profesionalno 15 let in toliko časa, oziroma 16 let, toliko časa tudi popularen in v tem času sem bil seveda večkrat zanimiv za organizatorje. Pa se vam je kateri izmed minulih festivalov posebej otisnil spomin po čemerkoli? Hitro gre čas. Jaz prav vedno znova sem presenečen, kako hitro leto mine. Tako da imam občutek, da sem bil prejšnji teden tukaj, resnično. Zdaj, kateri bi bil kaj posebnega, ja ne vem. Vsak je po svoje bil prijeten, znano je potem sem jaz znam, da dosti igram, se pravi, če ljudje veliko želijo igram. Deževalo je večkrat že, nismo obupali. Nič kaj ni bilo, mislim, da kar naredimo podobno, vedno znova. Čeprav so drugi ljudje, jaz ostajam enak na odru, pesmi se spreminjajo, vzdušje je podobno, tako da tudi vreme ne vpliva na nas. Ne bi izpostavil kaj posebnega. Upam, da bo letošnje nekaj posebnega, da bo še boljši kot do zdaj. Ta naziv lentovske stalnice ne predstavlja kakšnega posebnega bremena. Seveda je majhna, mislim, kakorkoli, kdorkoli se ukvarja z glasbo, vse ko prej pride na iste odre. Tako da ni samo Lent tisti, kjer se pojavljam večkrat, ampak so tudi druge odre potem podobni. To je pa še večji izziv za nas izvajalce, da ponudimo tudi kaj novega. No, jaz tega problema nimam, ker imam toliko pesmi, da lahko spreminjam repertoar. Nekatere so iste, nekatere pa povsem nove, tako da nimam slabega občutka. Vi ste en svojstven fenomen, vsaj po mojem mnenju. Ko sem jaz bil v osnovni šoli, ste na naših proslavah zažigali, in ko sem bil v gimnaziji, ste na proslavah zažigali in še zmeraj zažigate, ne vrš? Ko boste v domu za pokojnice, bom jaz prišel tja, bom zažigal, ne? Jaz upam, da bom dočakal tista leta, ko boste tudi vi že starejši. Ja, jaz se prilagodim publiki, ne? Tako da ne posiljujem s pesmimi, ki niso primerne določenih krogov, določene populacije, ampak izberem tiste pesme, ki vem, da bodo nekako jim ugajale. Ne zato, ker bi želel nekako za vsako ceno uspeti, biti uspešen, ampak se mi zdi, da je primerna pesem za določeno generacijo, bolj za drugo malo manj. Ampak na Lentu tega problema ni, čeprav opažam, da prihajajo od najmlajših do najstarejših, ampak nekako, kot kaže, so moje pesmi tako sprejete, da jih vse generacije lepo sprejemajo. Tako, tu se ne obremenjujem, kaj z tem, kaj bom igral, delam dokaj sproščeno. Drugače, kot pa če bi igral zgolj za mladino ali pa zgolj za starejše. Obstaja kakšna tema, ki se kot kantavtor ne bi hoteli dotikati? Ali... Jaz bi bil zelo vesel, če mi ne bi bilo treba pisati žalostnih pesmi. To bi pomenilo, da na svetu ni žalosti. Jaz pa kot opazovalec, kot opisovalec življenja sem dolžan pisati tudi o stvarih, ki so mi tragične, žalostne, in želim si čim več smešnih, zabavnih pesmi. Če bo življenje takšno, potem bodo tudi moje pesmi takšne. Zagotovo bo pa ta večer zelo vesel. Ne bo uspešen. No, malo bo vesel, malo bo kritičen, tako kot je življenje, ne? Ampak bom dal prednost šaljivim pesmim. Adi, hvala lepa. Hvala tudi vam. Se vidimo v domu za pokojnice. Upajmo. Nič slabega se zgodilo ni, nobena vojna ne grozi, je hrane dost za vse ljudi, nobena nas bolezen ne skrbi, ni katastrof in ni nesreč, ob cestah dolgo že ni več sveč, ni več sovraštva, ni meja, ni beden in ni gorja. Ni več osamljenih ljudi in tudi samomorov ni, ni kriminala, ni več drog, ni več zlorabljenih otrok. Imajo radi se ljudje in skupaj za ta svet skrbe, prijazni so do vseh živali in prav nikjer ne teče kri. Če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal, če svet prijazen bi postal, le kdo bi cajtenge še bral, le kdo bi cajtenge še bral. Če svet prijazen bi postal.